Projekt Magne je bil podprt, pri mariborskem letališču se še vedno zatika. Minister Počivalšek je povedal, da so pri Magni, katere projekt so podprli z 18 milijoni, bili bolje obveščeni in tudi povabljeni v Kanado, kjer so si lahko podrobneje ogledali razvojne načrte vnaprej. Možno je torej sklepati, da čakajo povabilo na podjetje China State Construction Engineering Corporation in verjetno tudi SHS Aviation. Lahko rečem samo to, da si želim vseh investicij, tudi take, vendar mora tisti, ki želi kaj investirati, povedati, kaj bo na transparenten način. In to smo pri Magni imeli. In jaz verjamem, da zdaj v prvi fazi sledi druga in pa potem tretja. Zakaj verjamem? Tudi zato, ker sem po začetku gradnje prve faze tukaj v Hočah imel priložnost obiskati sedež Magne v Kanadi, kjer smo si lahko iz prve roke ogledali ali pa razčistili njihove razvojne načrte vnaprej in jaz verjamem, da bo ta zadeva šla v tej smeri. Tuje in domače investicije se že izenačujejo. Zdaj smo imeli samo zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij, zdaj izenačujemo tuje in domače investitorje in nadaljujemo z aktivnostmi, da pridobivamo investitorje tudi od zunaj, še posebej za problemska območja Prekmurje, Maribor, širšo okolico, Zasavje, Trbovlje-Hrastnik, Radeče in pa Pokolpje. Ministrstvo za infrastrukturo ni sodelovalo pri pripravi vsebine sporazuma med China State Construction Engineering Corporation in SHS Aviation o bodočem sodelovanju pri vlaganju in izvajanju morebitne gradnje letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusja na Maribor, o podpisu pa je bilo seznanjeno iz medijev. Kasneje so ugotovili, da je bila pomanjkljiva komunikacija v zvezi z dogodkom, to je podpisom prej omenjene pogodbe, med Aerodromom Maribor in ministrstvom. Aerodrom Maribor naj bi se tudi opravičil za to pomanjkljivost. Političnih ovir pa menda ni. Ni dobenih ovir na politični poti. Vedno so ovire samo pri tem, ali nekdo ve, kaj hoče, ima sredstva za to, da izpelje in če tak partner obstaja, bomo z naše državne strani to absolutno podprli. Tukaj pač bo investitor prišel, pa bo začel z nekimi aktivnostmi. Ne samo na papirju, ampak tudi v naravi. In mi bomo te aktivnosti podprli. Če torej povzamemo, priti mora investitor, ki bo začel z aktivnostmi. Tega imamo. Morajo biti zagotovljena sredstva, to je strani investitorja že zagotovljeno. Povedati je treba, kaj želimo. To je obnovo mariborskega letališča. Ustregli so tako rekoč vsem pogojem, zato je sedaj možno sklepati, da ministrstvo načeloma samo čaka, da prejme uradno povabilo na Kitajsko in na srečanje z investitorji.